svet brez kreativnega razmišljanja bi bil zagotovo precej bolj dolgočasen, enoličen, rutinski in verjetno bi še zmeraj ponavljali goro tistih stvari, ki smo jih delali že pred 10.000 leti, ki so morda malce preveč naporne za danes. Verjetno bi se tudi precej manj zabavali, vsi smo kreativni. Seveda je pa to stvar treninga in redne vaje, torej kdor to uri, kdor se tega uči, kdor to vadi, bo lahko vedno bolj in bolj kreativen. Ja, ustvarili smo cel kup enih vaj in tudi pravzaprav knjigico, ki lahko rečemo knjigice. Vse so namenjene temu, da lahko spodbujamo domišljijo, da se lahko igramo, da se lahko povezujemo, da se lahko zabavamo in da lahko sami vplivamo na odgovore. To se mi zdi, da je najlepše pri vsem, ne, da otroci vedo, da so oni tisti, ki lahko sprožijo odgovor, ne pa da so v stiski, ker ne vejo, kaj bi lahko bil pravilen odgovor. Tudi jaz sem pravzaprav sodelovala z nekaterimi svojimi, recimo temu učenkami, udeleženkami nekaterih mojih nekdanjih izobraževanj, tako da tukaj zraven je sodelovala recimo gospa, s katero sva pripeljali poučevanje razmišljanja po de Bonovih metodah v šolo, je psihologinja, je tudi delala doktorat z tega področja. Pripeljala sem drugo učiteljico, ki je sicer mojstrica za NTC učenje po Ranku Rajoviču. Pripeljala sem tretjo gospo, ki je zelo strastna de Bonova udeleženka. Tako da, glede na to, da jaz učim, da moramo sodelovati, ker se le na ta način dopolnjujemo, tako seveda delam tudi jaz. Te metode so primerne za spodbujanje otroške kreativnosti, ker so ravno dovolj enostavne, pa hkrati še zmeraj vabijo k izzivanju. K temu, da ni samo en odgovor edini primeren, več jih je in potem, ko si napisal prvega, drugega, tretjega, si želiš še več in še več. Ko sta moja dva otroka odraščala, so bile povsod okrog nas samo razne igre, ki so vabile k temu, najdi pravilen odgovor, najdi vsiljivca, najdi pot skozi labirint. Kar je vse lepo in prav, ni pa dovolj. To pomeni, kot da bi jih jaz učila kot odrasle, najdi pravilno pot do trgovine. Ampak v resnici, kaj vse pa bi se še dalo, te vaje sem pa jaz zelo pogrešala, ko so moji otroci odraščali. In jaz moram povedati, da sem neskončno hvaležna, da je ta platforma nastala ravno zato, ker bodo otroci drugje našli pravilne odgovore, pri nas bodo pa našli bogastvo možnosti.